najboljši umetniki pred mikrofonom. Junija bo Ivanka Mežan, slovenska dramska in filmska igralka, dopolnila 100 let. Rodila se je v Mariboru, na gledališko pot je stopila pri Partizanih, nato je študirala na Ljubljanski akademiji. Od leta 1945 do 1979 je bila članica ansambla Ljubljanske drame, vendar je nastopala tudi v nekaj filmih, na primer Nasvidenje v naslednji vojni in Let mrtve ptice ter številnih televizijskih produkcijah. Leta 1995 je Ivanka Mežan prejela Borštnikov prstan za igralski opus. Leta 2015 je dobila nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre. Leta 2019 so jo razglasili za častno meščanko Ljubljane. Pred 3 leti je dobila nagrado Iterine za življenjsko delo. Ob 100. obletnici rojstva Ivanke Mežan bomo poslušali pogovor Metoda Pevca iz leta 1995 z njo. Jaz ne vem, pravzaprav v mojem življenju je bilo zelo veliko slučajev. Ni bilo enih trdnih odločitev naprej, tako da če bi jaz govorila o tem, kako sem jaz že v mladosti sanjala o tem, da bom igralka, pa da to je ves moj svet in da samo to hočem, to ni res. Jaz sem bila prepričana, da bom študirala medicino. Trdno prepričana. No, potem je pa razni slučaji taki so bili res, da ko sem bila v Partizanih, pa so pripravljali ti igralci, ki so šli v Partizane, to je bil Jože Tiran, Vladoša Simčičeva, pa Jože Gale. No, veliko jih je bilo, so pripravljeni tak tečaj, da bi potem imeli oni pomoč pri mitingih. In tam sem nekako jaz padla v ta tečaj, tudi po slučaju, in sem ostala. In potem je Jože Tiran rekel, pa dobro, pa dajmo, pa sej se punca ne dela dobro, ampak nekaj pa je v njej. No in tako je šlo to naprej, da sem potem nazadnje prišla v to gledališče na Osvobojenem ozemlju in tam je bila moja prva vloga, je bila Sternfeldovka. In to sem si zelo, zelo zapomnila. Težka vloga. Ja, ampak... In nič nisem znala. Čeprav Filip Kalanko-Batovič zelo laskavo piše v svoji knjigi Veseli veter o teh vaših nastopih, ampak vendarle to gledališče oziroma ti tečaji in ti mitingi so prerasli v pravo gledališče, ki je imelo svoj repertoar in na njem celo Moliera, ki ni bil ravno bolnika. Ja, ki ni bil ravno agitpropovska, recimo, literatura. Sploh ne, niti Čehov, večina je bila ravno obratno, ne, da se je res skušalo gojiti ne samo to sprotno za vsakdanjo rabo, ne, tekste, mitinge, ampak da je res nastalo pravo gledališče, ki je zame še dansko gledano nazaj bilo res nekaj čarobnega. Ta iznajdljivost, s katero so ti partizanski kolegi pripravljali predstave, kako je Kumbatovič, Matej Bor, kako so režirali, kako so delali, odkot smo dobili kostime, se to je bilo neverjetno, da iz padal so bili recimo za Moliera narejeni kostimi in to res lepi kostimi. Žal je potem po vojni je ta razstava teh kostimov in gledališča je romala v Pariz in se je izgubila in nihče ne ve nič več o tem. Pa se je vendarle ta Molière takrat zdel kaj politično sporn, glede na to, da so bili bolj zaželeni, seveda teksti, ki so vzbujali borbeno moralo. Razumem, ja, ne, ni bil, ker je bilo tudi mitingov zelo veliko. In tudi občinstvo je verjetno dobro sprejemalo. Ja, borci, izredno dobro. To je bilo nekaj drugega. To je bil drug svet, za katerega je vsak upal, da bo še vstopil v njega, ne, ko bo mimo vse to, da bo šel spet v gledališče, da bo, za nekateri bil pa sploh to prvi stik z gledališčem, za veliko borcev, ne. Takoj po vojni pa ste seveda v Ljubljanski drami stopili v družbo najboljših slovenskih igralcev. Takrat je bilo to zaradi manjšega števila gledališč zelo bolj izrazito in ste ob teh igralcih pravzaprav delali čezdalje večje in več vlog.
Vprašanje, ki bi ga pa jaz postavil, je pa seveda po eni strani, kako se spominjate teh kolegov, teh velikih slovenskih igralcev in igralk. In po drugi strani morda, kot nadaljevanje tega vprašanja, pa ali se vam ne zdi, da bi bil morda takrat igralski poklic nekako bolj cenjen, čislan, bolj spoštovan, da so bili na nek način vendarle igralci bolj zvezde, kot so zdaj? Ne, ne, se mi ne zdi. Mogoče, ne vem, kako bi vam, mogoče zaradi tega se vam zdi, da je bil takrat bolj cenjen, ker drugega ni bilo. Ni bilo televizije, ni bilo ničesar, bilo je samo gledališče, ne? In vse občinstvo, publika, vse je bilo navezano le na gledališče in to je bilo tako zvesto, je tako zvesto spremljalo in občudovalo igralce, ne? Res, to je mogoče edina razlika, drugače pa se mi ne zdi, da bi bilo bolj cenjeno. A televizija je tu naredila svoje, ne? Kar se gledališča tiče. Kar se pa teh velikih igralcev in igralk tiče, moram pa reči, da sem imela izredno srečo. Izredno srečo. Videla sem na Blocko, Marijo Vero, Levarja. Veliko sem delala z njimi, s Severjem, čeprav takrat na Blocka Marija Vera sta bili že starejši, ampak vendar v nekaterih vlogah ti igralci so še, so bili. Čudno, danes mi govorimo, da je bil to čas patetike, nekako vse je bilo privzdignjeno, beseda, to je bilo bistveno. Ampak če pa danes pomislim nazaj, pa ne, kar je bilo mogoče, da je bilo res, izraz je bil bolj velik, poudarek je bil na besedi, velik. Medtem ko je bilo pa tisto, ni bilo lagano, zlagano ni bilo. Bilo je res mogoče mečken bolj poudarjeno, besedno, ampak mislim, da so bili to veliki igralci. To je že v bistvu del mojega naslednjega vprašanja, namreč pogosto slišim zdaj v gledališču pripombo, da mlajša generacija recimo ne posveča toliko pozornosti prav umetniški besedi in se pravi govoru kot takemu. Kako se vam zdi, je bilo tej umetniški besedi, tako imenovani takrat, posvečano več pozornosti, je bila bolj negovana? Brez dvoma. To pa sigurno, veliko bolj. Ker glejte, sej drama sloni na tekstu. Ne? Baza je tekst in iz teksta izhajamo. To se pravi, da mora biti tekst jasno prinešen, mora se slišati. Zato se je tudi veliko na govorno tehniko, na tem se je veliko delalo, tudi na akademiji. In to starejši igralci, pa tudi režiserji, če ni bilo vse jasno, je takoj ustavil. Ne razumem, ne slišim. Je bilo, danes je to, jaz to razumem, ker danes stremijo za čim bolj enostavnim, naravnim govorom. Ta je pa včasih malo hlapen, oziroma preohlapen, da bi šel čez rampo, ne, kot rečemo. Ne. Je pa res razlika, se jaz sama vidim, če sem hotela nekaj zelo res preprosto, enostavno povedati, kot v življenju govorimo, potem sem nehote malo spustila in veliko je šlo mimo, veliko besed je šlo mimo, se jih ni razumeli. Ko so rekli, Ivanka, ti pretiho ti govoriš, si je v redu, ampak pretiho. Če sem bila pa glasnejša, je bilo pa že nevarno. Ja. Zdaj imajo igralci seveda tudi to smolo, da večkrat nastopajo v večjih dvoranah, na večjih odrih, ki so seveda za igralca verjetno bolj pogubni. V mislih imam Cankarjev dom, pa Nova Mariborska dvorana. Ja. Te ne poznam, vprašanje akustike. Kaj pa sicer, recimo, vi ste pač začeli s to starejšo generacijo slovenskih igralcev, pravzaprav s temi pionirji slovenskega igralstva. Potem pa ste posebno v zadnjem obdobju več sodelovali z mladimi. Se vam zdi, da se ta igralski slog, ta igralska šola bistveno spremenila v tem času? Ja. Ali so osnovna pravila, osnovni principi igralstva ostali? Brez dvoma so ostali. Je pa, jaz kaj vem, jaz gledam, moj občutek je za te mlade igralce, ki jih gledam ali pa če z njimi delam, so veliko bolj samozavestni, kot smo bili mi. Veliko bolj, oni tudi več znajo, oni so veliko bolj psihofizično pripravljeni, kot smo bili mi. Oni imajo šole. Ne? In zato oni nekako ne
pristopajo k delu s tako tremo, s takim skoraj malo strahom, ne, a bo šlo, ne bo, kako bom speljal, ne. V tem jim je lažje, drugače pa jaz ne vidim, da bi bile razlike. Če je nekaj prav narejeno, če ni laž, je vedno v redu, to ni v interpretaciji, ne vem, kaj ne bi bilo velikih razlik. Včasih je recimo za igralca oziroma igralko zelo odločujoče, zelo pomembno sodelovanje z enim od režiserjev. Ste vi imeli kakšno takšno srečanje oziroma te vrste sodelovanje, ki bi bolj bistveno vplivalo na vaše delo, na vašo pot? Ja, jaz sem z veliko režiserjev sem delala, veliko jih je bilo, ki sem jaz delala z njimi, od Gavele, Stupice, Jana in naprej do mlajših, Korun. Z vsemi sem rada delala, skoraj z vsemi. Res rada in so mi veliko pomagali, ker z mano verjetno ni bilo tako lahko delati, ker sem bila bolj taka. No, ampak da bi pa rekla, da je name en res izjemen vtis, kdo bi to bil? To bi bil Ločak, verjetno Ločak. Ker res nazadnje delala samo še s tujimi, ne. In z Ločakom sem delala 3 stvari, zato lažje o njem govorim, ker je vnesel nekaj novega. Nekaj, česar jaz prej nisem poznala, oziroma mi sploh nismo poznali. In enkrat sem jaz njemu rekla pri Marivoju, dvojna preizkušnja ljubezni bila to. Sem imela občutek, da dela laboratorijsko. Jaz ne znam povedati, kako je to bilo, ampak na en poseben način je pristopil. On je bil tujec, on ni znal slovensko, ampak je zelo dobro slišal, če sem jaz kaj prav povedala ali ne. Če je bilo prav interpretirano, to je vedel. In potem sem jaz takrat njemu rekla, veste, to se mi zdi pa kar malo hudo, to razčlenjevanje Marivoja, pa nekako vse je skoraj na glavo postavil ta tekst, da sem rekla, to se mi zdi pa tako ten laboratorij. On pravi, se je laboratorij zame in za vse vas, igralce, ne, ker smo drugače delali, kot smo bili vajeni. Mislim, da moramo zdaj pohiteti še k drugim sferam vašega delovanja. Najprej k filmu. Vi ste vendarle veliko delali za film in televizijo. Za film malo. Vendarle, tudi slovenskega filma je malo. Je res je to. Malo sem delala. Ampak vendarle v tistem času, ko je bil film bolj nekako priljubljen, ko je bil priljubljen celo bolj kot tuji filmi, denimo ameriški. A sej bo še. Bo. Jaz sem delala malo na televiziji veliko. To je res. Pri filmu pa malo. Jaz sem delala v mogoče 3 filmih. Ja, več pri televiziji. Ja, jaz sem delala z Pavlovićem, sem delala v 2. Ja. Nasvidenje, naslednji vojn, tam malenkost, in pa v Let mrtve ptice. To je bilo pa zame prav odkritje. To sem zelo rada, sem to delala. Potem pa sem delala, mislim, samo še pustoto pri Galetu. To je menda edino, ker Cvetje v jeseni, to nesrečno cvetje, ki me preganja, to je televizijski film bil. Ja. V nadaljevanki, ne ste. Tako, ja. Pa končeva v naši hiši, ne nazadnje. Vi ste verjetno prvič stopili pred mikrofon še, ko ni bilo snemanja, kot zdaj le snemamo na en pogovor. Jaz sem nastopila že v Partizanih. In sicer sem bila Radio Osvobodilna fronta. To sem jaz nekaj časa imela. Z mano je bil nekaj časa Slavko Tiran in pa Vitomil Zupan. Mi 3 smo bili nekaj časa, potem je prišla Bara za menoj, ko smo šli mi drugam. To je bil moj prvi stik z radijem. In tudi takrat smo že nastopali v teh manjših, imeli smo en pevski zborček in smo tudi tam nastopali na radiju Osvobodilna fronta. No, ko sem prišla pa v Ljubljano, sem pa res veliko sem delala. Imate kaj v posebnem spominu, vas je delo na radiju veselilo? Zelo rada sem delala, z Mirčem Kragljem veliko. To mi je bilo res v veliko veselje delo pri radiju, ja. Se pravi, radio ima en čar. Ja, ima. Končala sem. Hvala. Hvala.
Poslušali smo pogovor z Ivanko Mežan, slovensko dramsko in filmsko igralko, ki ga je leta 1995 z umetnico posnel Metod Pevac. Ivanka Mežan bo namreč 18. junija dopolnila 100 let. S Tomažem Rauhom pa se odpravimo v oddaljene zvočne svetove po kratkem glasbenem premoru.